Danes bom pokazal, kako jaz skrbim za kompost v zimskem času. No, najprej te mokre organske ostanke, ki jih vidimo v kompostu, občasno posujem z lesnim pepelom. Lesni pepel nekoliko veže vlago, hkrati pa je bogat tudi s kalijem in tako kompost obogatimo s tem pomembnim hranilom. Vsebuje tudi veliko kalcija, zato pravzaprav ne pretiravamo. Pomaga pa in priporočam vsi tisti, ki imate lesni pepel doma, da ga uporabite. No, v tem času, v mesecu decembru, pa je zelo pomembno, da skrbimo tudi za življenje v kompostu. Kompost je živ, notri je ogromno mikroorganizmov, ki poskrbijo, da se organski odpadki predelajo v tako imenovano črno zlato. No, zdaj v tem obdobju pa jih že nekoliko zebe. Jaz bom uporabil kar slamo. Kompostni kup bom prikril. Seveda, kar se tiče slame, naj povem, da slama je en izmed materialov. Vsi, ki imate doma kakšno koruznico, je odlična. Lahko uporabljate tudi recimo listje, ki ostane od pospravljanja na vrtu. Vsekakor pa so uporabne tudi druge organske zadeve. No, ko nalagamo slamo ali kakšen drug organski material na kompostni kup, je treba vse skupaj naložiti na ta način, da prekrijemo čisto vse, tudi stranice. Potem pa kompostni kup pokrijemo v obliki kopice. To pa zato, da pravzaprav dež, ki pada na kompost, odteka na stranice, da se ne zateka v sam kompost. Mikroorganizmom pa je na ta način tudi bolj toplo, kajti ohranjamo bolj topel kompost in potem pravzaprav še vedno delujejo. V zimskem času se aktivnost v kompostu ne ustavi. Če bi ga odkopali, bi si praktično v njem lahko pogreli roke, je zelo topel, tako da ga ohranjamo, nekoliko ogrevamo po domače, če bi lahko na ta način rekel. Ko pa pride konec zime, tam konec februarja, pa že poskrbimo za to, da ga v toplem vremenu, ko temperature narastejo na okrog 10 stopinj Celzija, odkrijemo, odstranimo, bom rekel, to zimsko zaščito in zelo intenzivno premešamo. Na ta način omogočimo, da imajo mikroorganizmi več zraka in so pravzaprav še bolj aktivni. Tako da vsi tisti, ki pa organske odpadke iz kuhinje, ki seveda nastanejo dnevno, odlagate na kompost, pa potem odkrijete del komposta. Pri nas bomo odkrivali ta sprednji del. Kompostni organske odpadke še zmeraj nalagate in potem pokrijete nazaj in na ta način bo vaš kompost pripravljen na zimo. To je še tisto zadnje opravilo pred mrazom, kajti kompost praktično rabi to zimsko zaščito in priporočljivo, da ga naredite tudi na vašem vrtu. Če kompostiramo na klasičen način, nikakor ne pokrivamo komposta s folijo ali kakšnimi drugimi materiali, ki ne prepuščajo zraka, kajti to je prepovedano v tem primeru. Tako da zato lepo skrbite. No, uporabite pa lahko tudi kakšno sprečo, ki ostane od opravil v gozdu, tudi seno, se pravi vsakršna organska masa, ki pokrije kompost, naredimo kopico in to je tisto, kar je idealno za mikroorganizme v tem zimskem času, da bodo aktivni še naprej. Vsekakor pa vas vabim, da nam sledite tudi na spletnem portalu Zeleni svet, Facebooku, Instagramu in pa tudi TikToku.